Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo, drage gledalke in gledalci. Dobrodošli v tokratni oddaji Gost tedna. V začetku julija smo v našem studiu gostili ravnateljico Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, danes pa sta z menoj v studiu dva učitelja te šole. Ne kar tako, ampak s posebnim namenom, o tem pa več v današnji oddaji. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi. Vesel sem, da sta danes z mano v studiu dr. Uroš Ocepek in Miroslav Romih. Prav lepo pozdravljena oba. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Uroš, vi ste učitelj strokovnih modulov z področja računalništva, Miroslav, vi pa učitelj praktičnega pouka. Pa bomo najprej povedali, kaj to pravzaprav v praksi pomeni, kakšna je vajina vloga v procesu tega tako imenovanega tehniškega izobraževanja. Uroš, koliko časa ste vi na šoli? Ja, sedaj je preteklo 4. šolsko leto, tako da že nekako sem se ustalil v tem, torej poučujem predmete z področja programiranja, spletnih aplikacij, podatkovnih baz, tako da široko področje računalništva, torej in teorijo in prakso. Kar se tiče računalništva, tisti, ki ni ravno vešč na tem področju, se mu vse zdi precej kompleksno, precej zapleteno. Kako pa vi vidite skozi svoje oči in kako dijaki skozi svoje oči to področje programiranja računalništva na splošno, kot ste omenili? Na splošno imajo dijaki predstavo, da gre za računalniške igre. In ko jih soočam prvi dan, da temu ni tako, so razočarani, ampak potem pa vidijo smisel. Gre za abstraktno zadevo, abstraktno razmišljanje, izvajajo se pa to pridobi. Povem, da tudi sam sem imel težave, ko sem se prvič soočal na fakulteti s tem, ampak gre. Če je volja, pot, motivacija, so se doseže. Miroslav, vi pa ste učitelj praktičnega pouka. Kakšno pa je vaše delo? Sem učitelj praktičnega pouka, poučujem pa dijake, ki se izobražujejo za poklic inštalater strojnih inštalacij. Včasih je bil to monter ogrevalnih naprav in vodovodnih inštalacij. Koliko časa ste že vi na šoli? Na šoli sem že 13 leto. Vi 13, vi 4. Če bi malo pogledali nazaj, ko ste začeli prvo leto, pa potem drugo, tretje, 4, lahko verjetno rečemo, da ste si zdaj pridobili že veliko izkušenj, pa vendarle ste sorazmerno mladi. Kako dijaki gledajo na vas? Zavedam se, da še vedno sodim med mlade učitelje, torej začetnike. Mislim, da so me dobro sprejeli, ker vedo, da želimo posredovati znanje. Torej, vsi učitelji imamo to željo in to motivacijo, da to dosežemo. Seveda pa je bilo težko. Zavedal sem, da prihajam na bolj fantovsko šolo, pričakoval sem, da verjetno bodo posebni pristopi, ampak temu ni bilo tako. Takoj smo se razumeli in resnično sem bil takoj sprejet. Dijaki so prišli do mene po ideje in smo že prvo šolsko leto realizirali marsikaj in res lep sprejem. Kako pa vi gledate na svojo vlogo in vlogo dijakov? Vi ste že 13 let na šoli, ste omenili, kako spremljate to današnjo mladino v tehniških poklicih? Mladino spremljam z tega stališča, tudi jaz sem bil sam kot inštalater, delal na tem področju 18 let. Sedaj poskušam tisto znanje, ki sem ga osvojil kot inštalater, kjer sem začel od vajenca do vodje, podati tem dijakom, da vidijo, ko pridejo enkrat v proizvodne procese, vidijo osnove, s čim lahko delajo, pa kako lahko delajo. Ste zadovoljni s tem, kar jim lahko nudite, oziroma z izkupičkom, ki bi ga želeli? Je tak, kot bi moral biti pri dijakih? Ni ne povsem, no. Poskušamo še vse te stvari nadgraditi, še dobiti, da še dodatna znanja dobijo. Ko pri inštalaterji gre te tehnologije izredno hitro naprej. Od tistih začetkov, ko sem začel, pa do zdaj se je popolnoma vse spremenilo, moram reči. Uroš, vi ste 4 leta na šoli, učiteljski poklic ste že dodobra spoznali, ampak v teh 4 letih ste tudi že pustili svoj pečat na tej šoli. Z marsičem se že lahko pohvalite. Ja, res je. Vesel sem, kot sem že omenil, prvo šolsko leto smo posneli videoposnetek, ki je bila v bistvu nek prispevek k temu, da ozavestimo, da rudarstvo v preteklosti ni bilo samo sočne besede, zanimive jedi in tako naprej. In smo že prvo leto dosegli prvo mesto. Sicer pa res je, delam na področju tudi inoviranja, na področju šolstva in sem vesel, da je bilo to prepoznano tako v šoli kot izven šole. Torej, da sem prejel nekaj priznanj in potrdilo, da delamo dobro skupaj. Seveda, če ne bi bilo podpore pri kolegih v vodstvu, staršev, dijakov, tega ne bi bilo.
Priznanje šole ste prejeli tudi vi lansko leto. Kaj vam to pomeni? Veliko priznanje je to, da ga dobiš od sodelavcev, da ti dajo priznanje šole, da si nekaj dosegal. Če primerjamo, veliko profesor je bilo že več let na šoli, pa da sem jaz dobil priznanje v tem kratkem času, je veliko priznanje to. Ko smo gostili ravnateljico vaše šole, smo se dotaknili tudi inovacij, ki so zelo prisotne v vašem prostoru, in na inovacije imata tudi vidva precejšen vpliv. Uroš, letos ste izumili oziroma tudi že dobili nagrado za eno prav posebno inovacijo, aplikacijo. Pa bi šla najprej širše. Kaj pravzaprav je inovacija? Kakšno vlogo igra v vašem srednješolskem prostoru in kaj to pravzaprav pomeni? Torej, inovacija je osebnostni vzorci prst, namenjena temu, da s pomočjo nekaj vprašanj takoj izvemo povratne informacije od dijaka, kako razmišlja, kako dosega učne cilje, kako mu lahko mi dejansko izboljšamo način učenja. In ta inovacija je res sprejeta. Že tretje šolsko leto jo uporabljamo tudi pri pouku, predvsem pri prvih letnikih, ki se soočajo z novim pa mogoče drugačnim načinom učenja. Imamo na šoli učenja in to seveda uporabljamo zraven. Seveda pa smo dobili tudi potrdilo zunanje, širše. Namreč inovacija je bila narejena skupaj oziroma pod projektom Inovacijski projekt Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in smo tudi dosegli 105. raven, torej najvišjo raven na področju inovacije za šolstvo. Od kod ideja za to aplikacijo? Ja, ideja je bila že kar dolgo prisotna, že med mojim doktorskim študijem. Smo raziskovali torej na podobnem področju, vendar se ga pa nismo dotaknili, kot sem si sam želel. In prišla je ideja, da bi lahko nekaj svojega naredil na šoli, ko sem prišel seveda delati in sem se lotil in je seveda uspelo. Bi lahko to mogoče še bolj praktično prikazali, kako je to videti za nekoga, ki ne pozna teh stvari, pa mogoče podkrepili s kakim konkretnim primerom? Preprosto uporabnik začne uporabljati aplikacijo, reši do 12 vprašanj. Zakaj do 12? Ker s pomočjo umetne inteligence so ta vprašanja izbrana. In potem, ko vprašanja reši, dobi povratno informacijo. Govorimo torej o tem, da aplikacija pove, kako nekdo razmišlja, kako pristopa v težavah, kako lahko reši nek problem ali pa preprosto, katere informacije se najbolj pogosto zapomni. Recimo, da imava pred seboj nekoga, ki je bolj racionalen, kar pomeni, da mora veliko razmisliti. Je pa odličen pri abstraktnem razmišljanju. Če je vizualen, mu moramo predstaviti informacije bolj multimedijsko, torej barvno diskriminacijo oziroma počrtamo, opišemo in tako naprej. Pa recimo, da imamo pred seboj nekoga, ki mu je blizu levohemisferični način razmišljanja. To pomeni, da je odličen v matematiki, abstraktnem razmišljanju, programiranju. In vsi ti izsledki nam lahko pomagajo meni kot učitelju ali pa dijaku, da lahko spremeni način učenja. Naj pa povem, da aplikacija ne pove, katera dimenzija je boljša ali pa najboljša, ampak vse dimenzije so super, lahko pa vsak napreduje. Glede na to, da ste omenili, da že več let to aplikacijo uporabljate, če bi malo analizirali rezultate, držijo? Držijo. Seveda pri svojem delu učim programiranje, je kar nekaj korelacij med tem, kaj pokaže vprašalnik in kaj potem rezultati, torej ocene. Ne pomeni pa, da nekdo, če je povsem kontradiktoren temu ali pa nasproten, da ne more doseči istih rezultatov. So neke predpozicije, danosti, ampak s trudom in pridnostjo se veliko doseže. Vi pa ste letos prejeli srebrno priznanje za inovacijo Učna delavnica za inštalaterje strojnih inštalacij. Tako je. Pa vas prosim, da najprej poveste, zakaj pravzaprav gre, kaj to je in potem tudi, kaj ta inovacija zajema. Učna delavnica, to je laboratorij, delavnica, učna kopalnica, vse to je zajeto v tem noter. Kot v roke, moram reči, nismo imeli popolnoma nič na šoli za prijede, bil kup poučeval inštalaterje strojnih inštalacij. Potem, kje dobite materialne sredstva. Vse to smo se potem naredili povezavo s gospodarstvom, z delodajalci, sestavili osnutek, risbice, kaj bo v teh delavnicah bilo. Potem smo se pa vsem tem obrnili na delodajalce, moram pa reči, na delodajalce pa proizvajalce iz cele Evrope. Potem, ko smo nekaj dobivali, smo sproti v 2 letih sestavljali, da smo do te učniki, delavnice, kopalnice prišli, kjer si lahko naš dijaki
res učijo tistih stvari, kako se inštalacija naredi, kako se kakšna stvar montira. Večkrat to ponovijo, da jim že potem pride v rutino te stvari. Je ideja prišla iz potrebe? Je še kakšna druga zgodba v ozadju? Večinoma iz potrebe. Potem pa, da fante naučimo, da pridejo do tega znanja, ko res pride enkrat, da znajo narediti, da spoznajo materijale, da spoznajo orodja. Če tega ne bojo spoznali, tudi potem v gospodarstvu ne bojo mogli s tem delati. Na kak način pa je ta inovacija potem postala znana? Na kak način so vas prepoznali? Prejeli ste to srebrno priznanje? Ja, ta inovacija je bila edinstvena, moram reči, v Sloveniji. Nobena srednja šola tega nima. Sedaj so že začeli srednjih šol pa centrov k nam hoditi, kopirati, slikavati, da bojo tudi na drugih srednjih šolah do tega prišli. Če nimaš nič v roke zavzeti, tudi težko učiti. Uroš, marsikdaj se sliši, da kdo reče, saj bi to naredil, pa ni možnosti, pa ni tega, pa ni tega, pa ni tega. Kako vi gledate na te stvari? Jaz vedno pravim dijakom, da se vse da, če se hoče. Glavna je motivacija in resnično želja, da nekaj narediš. Seveda smo omejeni, ampak če je želja, pa če je posluh pri drugih, se veliko doseže. Eno laično vprašanje, ko ena aplikacija enkrat deluje, se uporablja in se ugotovi, katere so njene pomanjkljivosti, katere so njene prednosti, se potem obstoječo inovacijo da dograjevati, izboljševati? Seveda, to je tudi namen. Torej, aplikacija ni namenjena samo za enkratno uporabo, pa za neko obdobje, ampak da živi. Živi pa z uporabniki in če upoštevamo uporabnike, jo nadgrajujemo in to je tudi smisel. Prej sva začela s tem, da ste vi učitelj strokovnih modulov z področja računalništva. Tisti dijaki, ki pridejo k vam, vedo, v kaj se spuščajo, kaj pravzaprav je računalništvo, če odmisliva tisto tezo o igricah. Imajo neke predstave, veliko že slišijo v osnovnih šolah, ker imajo izbirne predmete, tako da približno vedo. Seveda pa tiste zadeve, ki so drugačne, ki so nadgradnja v bistvu od tega znanja, pa so nove. Ampak se soočijo in so tudi veseli, da dosegajo res visoke rezultate. Vi ste učitelj praktičnega pouka in te inštalacije in te stvari, o katerih ste govorili, poskušate na praktičen način, seveda tudi prek teorije, predstaviti dijakom. Kako pa so oni dojemljivi za vse te stvari? Večinoma dijaki vidijo veliko raje praktični pouk, da vsake stvari primejo v roke, pogledaj, kako deluje, kako se montira, ko pa čez teorijo. Čez teorijo je težko dijaku razložiti bilo kakšno stvar od inštalacij, delo s inštalacijo, kako deluje, kako se ogradi, če tega dijak sam ne bo roko prijel, zmontiral, probo, da ugotovi, kjer se kakšna stvar lahko poškoduje, kjer ne, kjer se da taka stvar popraviti, nadgraditi. Uroš, vi pa niste samo učitelj in inovator, ampak ste tudi mentor svojim dijakom na različnih področjih. Pa bi vas prosil, da malo predstavite, komu in na katerih področjih vse ste že bili mentor in s čim se lahko pohvalite. Ja, mentor sem že bil, kot že rečeno, pri videoposnetku, ki je dosegel prvo mesto v kategoriji študentskih in dijaških filmov. Sicer pa predvsem skrbim za pripravo dijake na tekmovanja, predvsem z področja računalništva, še posebno programiranja. In smo res na šoli veseli, da se lahko sedaj že 2 leti zaporedoma pohvalimo, da je dijak naše šole dosegel, torej 2 različna dijaka, prvo mesto v državi izmed več kot 100 sodelujočih. To je res priznanje in nas umešča, da kljub temu, da smo mala šola, dosegamo ali pa lahko dosežemo tudi visoke rezultate. Vi ste s to inovacijo dosegli tudi priznanje, kar pomeni, da je tudi okolica prepoznala pomen te vaše inovacije. Imate v mislih že kaj novega, že kaj drugega, s čimer se boste spopadli? To inovacijo tudi nadgrajujemo. Vsako stvar, ko nova pride na tržišče, se obrne na delodajalce, proizvajalce, dobimo novo stvar, starejšo zamenjamo, nadgradimo, demontiramo, zmontiramo novo, tako da se inovacija se non-stop izboljšuje, ne? Če bi imeli prostora še za 1-2 take delavnice, bi sigurno še bilo, ko imamo v skladišču še za 1-2 delavnice stvari, ko dijaki, ko jih montirajo, demontirajo, pa jih spravljamo na drugič. Uroš, vi imate akademsko izobrazbo, ste doktor znanosti, vam to pri srednješolskem poučevanju koristi. Imate neki širši pregled nad celotno situacijo, kot bi ga imeli sicer, če te izobrazbe ne bi imeli? Težko rečem.
Navsezadnje moja osnovna izobrazba je profesor matematike in računalništva in verjetno bi enako dobro opravljal svoj poklic. Res pa je, da vso to znanje, ki sem ga pridobil na doktoratu, mi pomaga pri raziskovanju. Mogoče imam uvid v določene zadeve, kako se raziskuje, kako se inovira in tako naprej. Ni pa vse to temu podrejeno, vse tako mislim. Svojo pedagoško pot ste si zastavili precej ambiciozno. Zdaj ste v teh prvih 4 letih dosegli že marsikaj. Je to breme, da bodo ljudje, okolica, sodelavci od vas vsako leto pričakovali še več? Je to breme, je to izziv ali se s tem sploh ne obremenjujete? Zaenkrat se ne obremenjujem, kar je tudi posluh recimo pri vodstvu in kolegih, da če rečem recimo, da bi imel nekaj časa počitek, je to sprejemljivo. Res pa je, da sem po naravi tak, da vedno raziskujem, da je ogromno idej in težko sem pri miru, čisto iskreno, tako da težko, da bom resnično počival. Kaj pa vi, ko razmišljate o svojih inovacijah? Prej ste rekli, da jih nadgrajujete. Je pri vas kako povezovanje z drugimi šolami? Ste rekli, vas kopirajo. Tudi vi kakšne ideje dobite od kolegov od drugod? Tudi. Sploh od začetka, ko sem na šolo prišel, sem mogel ene ideje dobiti, kako sploh delavnico zastaviti. Šel sem po vseh teh srednjih šolah, ko učitelji poučujejo. Velike izkušnje sem dobil sploh na domžalski šoli, sem dobro sodeloval. Tako da sem z enim osnutkom prišel. Maj sem pa tudi vedel, res z te stroke, kaj moraš znati, ko prideš enkrat iz šole. Marsikdo pravi, da je današnja mladina naporna. Kako bi vi kot mladi učitelj komentirali to predpostavko? Zagotovo bi rekel, da se moti. So drugačni, čeprav je vsaj 10 let razlike med menoj in dijaki, so razlike, ampak če, kot sem že omenil, če jih motiviramo, če vidijo smisel v tem, kar mi odpredavamo oziroma pokažemo, lahko skupaj dosežemo marsikaj in daleč od tega, da bi bili naporni. Kako bi vi to komentirali? Niso naporni. Če dijake ti zaposliš, če jim daš pametne stvari, da ima interes, da delajo te stvari, da se učijo, ni noben naporno čas, da hočejo še več, ko jim lahko že podamo. Kaj pa vi, Uroš, spremljate različne metode dela, poznate različne načine učenja, ukvarjali ste se s konstruktivističnim načinom poučevanja. Imate kdaj kakšne testne ure, ko poizkušate, to bom pa na ta način poskušal, to pa na ta način? Imate kako kontrolno, eksperimentalno skupino, vsaj navidezno, da malo spremljate situacijo, se kdaj poigravate z različnimi načini in ugotavljate, kaj je tisto, kar najbolj pride do izraza? Ja, zelo odvisno. V bistvu poučujem program tehnike računalništva, imamo samo en oddelek in je težje izvesti takšne eksperimente. Seveda pa poskušam to vključevati v svoje delo. Mislim pa, da je bolj na intuitivnem delu, kot pa nekaj načrtnega, ker, kot veste, delo v razredu je živ organizem in se lahko spremeni v sekundi in težko planiramo, ker ne vemo, kaj nas čaka. Seveda pa imam včasih v podzavesti vso teorijo, ki sem jo pridobil. Vi imate zdaj na tej šoli že 13 let izkušenj, veste, kaj se da narediti, kaj bi se lahko naredilo. Kaj pa si pravzaprav od svojega dela še želite? Kaj želite pri teh dijakih, ne pri tej generaciji, ampak nasplošno pri dijakih v vaši šoli doseči? Kaj je tisto, kar se vam pri vašem delu zdi pomembno? Pomembno se mi je to, da dijaki dobijo tisto osnovno znanje. Osnovno znanje kot inštalater, monter vodovodnih naprav, strojnih inštalacij, ogrevanja, da z enim znanjem pridejo. Pri tem delu je timsko delo zelo pomembno. En inštalater sam težko dela. Tudi na šoli, ko izobražujem, jih postavljam po 2-3 fante skupaj, da delajo timsko delo. Kot da je en vodja, 2 zraven, rotiramo s tem stvari, da se učijo timskega dela, sodelovanja. Brez tega, lahko enkrat pride po gradbišču, po terenu, tega ni. Če ni sodelovanja, pa povezovanja med seboj, težko izhajaš s tem. Pa mislite, da ti mladi ljudje vedo, da bo to delo naporno, da se bodo morali spopadati s konkretnimi materiali, s konkretnimi objekti, s konkretnimi zadevami in da bodo morali kar precej truda vložiti v to? Od začetka ne, potem pa v 2., 3. letu, ko spoznajo, tako glih v tej učni delavnic, jim jaz sestavljam probleme. Ne da montirajo, ampak jim postavim določen problem, kako ta problem rešiti. Ne povem jim tako jaz, kako ga rešim. Naj se mi razmišljajo, kako bi rešili ta problem, kako do tega prideti, do rešitve. Zdaj, ko velikrat prideš, sam ne veš, kako ti problem reči. Ko pa imaš enkrat problem, pa si soočen s tem, pa vidiš, da moraš problem rešiti, do rešitve moraš priti, če hočeš ti tisto stvar urediti.
Uroš, kako pa ste vi zadovoljni z znanjem dijakov, ne s tistim, ki ga kažejo ocene na vaših preverjanjih? Vi se potrudite, poskušate na različne načine prikazati določeno dejstvo, potem pa evalvirate izkupiček, se pravi njihovo znanje, njihovo znajdenje v stroki, na področju, kjerkoli. Kako ste s tem zadovoljni? Je razkorak med vašimi pričakovanji in realno oceno velik? Je to premo sorazmerno z vašim trudom? Kako bi to komentirali? Zagotovo, ko sem začel, sem imel v sebi, da bom rešil svet in da bom vse naučil maksimalno. Ampak tako je, kot učitelj moraš biti strpen, moraš vedeti, kaj je tvoj cilj pri vsakemu dijaku in pri vsakem dijaku izkoristiti največ. Ne samo potencial, ki ga ima, ampak da gre preko sebe in da resnično lahko doseže. In mislim, da dosegamo tako. Torej, rezultati to kažejo, hkrati pa tudi mi, ko prepoznamo, recimo, ko sam pokaže neki izdelek, ko naredi aplikacijo ali pa karkoli podobnega, da res dosega te cilje. Res pa je, da včasih imamo večja pričakovanja pri dijakih in željo, da bi dosegel, pa mogoče v nekem trenutku sam noče. Ampak, kot že rečeno, izobraževanje je 4-letni proces in tudi dijak odraste in lahko tudi pridobi vse te zadeve. Vi se poleg različnih stvari, različnih področij ukvarjate tudi s tem, da ste recenzent novih učbenikov z področja računalništva. Na eni strani imate izkušnje iz prakse, na drugi strani imate teoretične izkušnje, ki vam jih je dal študij. Kako ste zadovoljni s prenosom? Učbeniki so neko poljudno znanstveno besedilo, ko so neke strokovne znanstvene vsebine na dostopen način za dijake, učence napisane. Kako ste zadovoljni s temi pristopi? Kako se ta vaša tematika, vaše področje predstavlja mladim ljudem? Najprej moramo omeniti, da sploh nismo imeli učbenikov na področju računalništva in to so prvi učbeniki, ki dejansko prihajajo ven za program tehnika računalništva. Tako da ni bilo nekega vzorca, da bi primerjali, kaj že obstaja in kaj je boljše. Potrudil sem se, da je resnično recenzija bila strokovna, da sem usmeril tudi recimo različne pristope, je pa težko. Torej, računalništvo je praktično delo, ki ga je težko preleviti v teorijo in potem to zapisati. Mislim pa, da so vsa gradiva, vsa tista, katere sem imel pogled, dobra in da bojo dijakom resnično koristila. Ker do sedaj smo učitelji orali ledino, dejansko vsak raziskoval področje na svoj način, naredil prezentacije, učne priprave in to je bilo to. In potem smo samo čakali na maturo, ali delamo dobro ali ne. Sedaj pa imamo res dobro oporo in mislim, da bomo lahko še po višjih dosežkih lahko prispeli. Miroslav, kaj bi rekli, kaj je vaša vizija pri poučevanju? Kaj morate doseči vi in vaši dijaki, da lahko rečete, sem zadovoljen, dosegel sem tisto, kar sem želel? Vizija, da dijaka res naučim. Učim praktičnega znanja, malo že imam potrditve z tega, če se lahko pohvalim. Z dijakom smo zdaj, če 8. leto sodelujemo na tekmovanju mladih inštalaterjev, vsako drugo leto na sejmu energetike, od tega smo 3-krat osvojili prvo mesto, enkrat bi 3. v slovenskem merilu, je to zelo velika potrditev, da z dijakom delam dobro, da jim ta znanje dam, da lahko grejo res v proizvodni proces. Uroš, in isto vprašanje za vas. Kaj je tisto, kar izpolnjuje vaše poslanstvo? Da rečete, da ste dali maksimalno od sebe in da ste zadovoljni, če tisto storite? Predvsem to, da dijaki nekaj dosežejo. To je največja nagrada za učitelja. Predvsem, če nekomu pomagaš, da mogoče iz ne tako stabilnega znanja pridobi ali pa poseže po visokih zadevah. To te izpolnjuje. Izpolnjujete, ko se dijaki vrnejo in povedo, kako je na fakulteti, da smo jim pravilno povedali, kaj jih čaka, pa da imajo dovolj znanja. To je največja nagrada in dejansko usmeritev, da je poslanstvo, ki ga upravljam, resnično pravo. To največ šteje. Kdo je za vas dober učitelj? Dober učitelj je tisti, ki je radoveden, ki ves čas išče nove zadeve, ki želi prepoznati v dijaku svoj potencial in da ga izkoristi seveda, in dejansko, da je odprt za nova znanja, ki prihajajo. Če govorim na področju računalništva, to se iz dneva v dan spreminja. In če ne poslušamo, če ne gledamo okrog sebe, lahko zaspimo. Kako bi vi komentirali tezo o dobrem učitelju? Kdo je dober učitelj? Prvo mora dobro poučevati. Res podati dobra znanja, biti pripravljen, da se še sam vedno izobražuje, da dobi nova znanja, da lahko tista znanja potem podaja dijakom. Vedno stremimo k nečemu še boljšemu, še večjemu.
kakšni izzivi, ki bi jih lahko navrgli, ki vas čakajo v prihodnjih, ne bom rekel, mesecih, mogoče letih? Ja, zagotovo prvi izziv bo 1. september, ko pride nova generacija v prvi letnik. Sicer pa ideje je veliko, a ne? Tudi na področju računalništva se bo zelo hitro veliko spremenilo in bo potreba biti pozoren potem. Tako da, ja, idej imamo ogromno, tudi na šoli skupne cilje, skupne ideje, samo čas rabimo pa energijo, pa nam bo ratalo. Verjamem, da tega ne bo manjkalo. Oba imata notranje in zunanje potrditve svojega dela, tako da še enkrat čestitke za vse uspehe, za inovacije in tudi želja naj bo, da bo tega še čim več in da se z novimi dobrimi novicami spet kmalu srečamo na tem mestu. Naj bo dolgo sproščajoče poletje tisto, ki bo navdih za nove projekte in da bo 1. september res tisti dan, ko boste začeli spoznavati nove dijake in ko boste začeli kovati ideje o tem, kako novo generacijo pripeljati do kakovostnega znanja. Hvala. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost v tokratni oddaji Gost tedna. Lep pozdrav. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.